Fantasy. Radio Fantasy. Ali to pomeni, da jaz lahko začnem pet, ker Linda Perry ima tak zelo specifičen glas, jaz ga nimam. Moški je na drugi strani mikrofona, ima tudi zelo specifičnega, ima tudi jutranjega. Ne smem reči, da je Matjaž, ker to je po celu zelo večkrat slišati. Matevž Šalehar Hamo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Lepo, da si prišel na obisk. Ja, prvič sem, ne? Prvič smo si tle. ugotovili, prvič sem. Le vse enkrat prvič, Vse pa enkrat vsak dan prvič. nekaj novega zvemo. Pa upam, da ne zadnjič. Ne. Ja, no, to pa moraš držati pesti, a veš. da bo danes v redu, da te še bomo povabili. Se to zdaj imam tremo. Ja, Matjaž, zdaj, evo, to smo rešili. Matjaž nisi, ker se je zgodilo enkrat lansko leto, da se je in pisalo in tudi govorilo. V bistvu ni bilo lansko, ampak je bilo predlansko leto. Mislim, da je bilo 2022, če se ne motim. Ja, jaz se Ja, tudi se ne vem, ti si spomnim. slab, ampak slab z datumi. Slab z datumi. A ni bilo lani? Ne, ni bilo lani, je bilo predlani. Predlani. Predlani je bilo fiks. Ziher. Fiks. Fake. Veste kaj, večina ljudi me kliče Hamo, ne? Ja, Samo no, sej. mislim, da me mama kliče Matevž pa Poštar, ker mi prinese, Pa Aha, za poštar. podpis. ker mi prinese za podpis. Ja, ne, Tako čakaj, da- val, pri poštarju je zdaj lahko, a veš, dvorezen. Ne, on prenese, veš, priporočeno, pa mora biti ta prava oseba. Mora biti ta prav, ne? Tako, Ja, tako da mi je v resnici vseeno, kaj se z mojim ta pravim imenom počne, Okay. ker Matevž Šalehar večinoma plačuje sam položnice. Zavestni Hamo je pa Slovenc. zvezda. Okay, zdaj, Hamo, moramo razdelati, ker si prvič tle, Ja. itak so te že to mnogi vprašali, ampak dej, to povezavo benda pa leder jakne, kaj se je dogajalo, da je prišlo do Hama? Aha, Ham. ja, v bistvu je to najprej prišlo do Hamas, ne, se pravi terorist. Špilali smo še z Bejboč v Grčiji in sem šel, ne vem, v neko zlatarno zmenjati denar v lederjakni, štrikano kapo, 40 stopinj, neobrit. Sem stopil v zlatarno, segel pod jakno in takrat se je pač ta tip v zlatarni ustrašil in pritisnil alarm in je začelo se skupaj utripati in vrata se zapirati in tako naprej. Zunaj je pa pač bend stal in se valil po tleh od smeha. Ne. Jaz sem pač denarnico potegnil ven in se nekaj menil z rokami in nogami. A lahko plačam. Lahko zmenjam, ne vem, drahme za evre, ne vem, to je bilo že leta nazaj. No in ko smo pol to rešili nekako, da jaz nisem terorist in da ne bom oropal zlatarne, ko sem vam prišel, me je pač bend klical Hamas, ne, in ne vem, igrali smo na nekem maturancu in to se je pol razlezlo po celi ladji in Hamas gor in Hamas dol in sem bil pol kar nekaj let Hamas, pa se je pa to, ne vem, generično skrajšalo v Hamo. Ne. Nadimek, ki ga nisem hotel imeti, ampak se je prijel in me je ogromno ljudi pod tem imenom poznali, tako da ni imel smisla to. Se veš, kako je nadimek, ki se ga braniš, se te še bolj prime. Točno tako, ja. Torej, to smo zdaj rešili. Hamo and Tribute to Love je pa skupina v nadaljevanju po Baywatch, ki ste jo začeli pelati 2.5 in jo še kar peljete. Ja, to je kar zdaj že, mislim, v bistvu po nekem štetju smo že 20, po nekem mojem bomo polnoletni, ne. Dobro, se veš, leto gor, leto Leto dol, gor, vse ja se ne, ker ne zliva. vemo, ne veš, od kje se band šteje, od prve vaje ali od prvega koncerta, ne. Tako Ej, da, ne se sekirati, lahko praznujete zdaj dvakrat. A ja, veš? ja. Tako To da je možno. mislim, da bomo sam še praznovali. Zdaj, Hamo, vi imate cel kup glasbenega materiala spisanega, največ s tvoje strani. Zdaj, zadnja pesem, ki jo imamo, prihaja z zadnje plate. Je to 6. ali je še kaj vmes, pa da ne vemo? Tudi to ne znamo čisto dobro prešteti. Ja, v bistvu po eni logiki je 7, po eni logiki je 6, po eni logiki pa celo 5. Tako da, ker vmes imamo en akustičen album, ki je pravzaprav ima iste komade gor kot album prej, tako da ne vem, a se tega šteje, ampak če šteješ, kolikrat smo bili v studiu, potem je to 7. Ne? Se pravi, Če ne pa bo šteješ po komadih, je pa
5. A pri vas je vse tako zakompliciran z Vse, leti, pa z številkami? Ne, če z leti. Številke vam ne grejo. Številke nam ne grejo. Matematika, šus. Matematika, šus. Številke vam ne grejo, sam so pa vse rdeča nit albumov, številke. Ja, je res. Ja. Mislim, da je prve plati je naslov 2, drugi pol, tretji trip, četrti 4K, Ja. pol je bila izšterkani, zdaj pa 22. Ta 22 bi lahko bila tudi 6, ne? Ta bi bila lahko tudi 6, ampak se nismo mogli zmeniti, ker pred ta prvo 2 je bila še bootleg, to je bil nek live album, pa še vmes se je nekaj zgodilo, tako da se nismo mogli zmeniti, da je to zdaj 6 ali ni 6. Ne? Pa smo tam, ne? Pa smo tam. Pa smo pri 22 pač. 22 bi mogla iziti 22.2.2022. Ja, in je potem zaradi korone išla 22.5.22. Tako da če uno petko obrneš, Imamo Smo spet dvojko. tam. še vedno dobiš Je blizu. same dvojke. Mečken smo obsedeni s temi številkami. Tudi Čeprav ne znamo numerologija, šteti. kaj? Ne, niti ne. Ne? Ne, No, ampak- mogoče še to pletete zraven, pa da vidimo, kaj vas čaka naslednja. Ne, če eno dvojko po horizontali obrneš, ne, Ja. za 180 stopinj, dobiš srček. Pač logotip. Logotip, ja. Logotip, ja, te zadnje plate. Hamo kitaro si prinesel, glasila sva je delno, dej Delno. kak kriv, no. Dej kak kriv. Hej, a moj? Dej en komat le za, a veš. Jaz pravim, oziroma mislim, da zdaj že par dni meteorološko pomlad je. Od prvega Ja, od dalje. 1. marca. No, evo, pomlad. Kako je lepo, ko drhti ti telo in trava zelena in spet je pomlad, bi ležala. Tako kot takrat, ko sva slekla dobra, obleke zelene in blaj pomlad bi ležala. Bi ležala. Vzela mi se, želela pa še bi ležala. Prime za dlan in me pelma v stran, da spet sva mi dva in spet je pomlad bi plesala. Bi plesala. Vzela mi se, želela pa še bi plesala. Ja, vzela mi se, želela pa še bi plesala. Spet te objemam, ti slačem tam raz, zimo nemam, stalim ti obraz. Božaš mi misli, poredno skeliš, kot sako in sako in sako in sako. Pomlad! Dobro jutro! Dobro jutro, bravo. Malo sem ga skrajšal. Ali si v redu? V redu je. Jutro ni rokersko, ne? Ja, pa ne. Mislim, jaz sem kar jutranji človek, tako da kar vstanem, tudi če prijem ob 6 zjutraj domov, sem ob 8 po koncu. Nisem pa prav zelo uporaben. Si, ampak Hamo zjutraj ni uporaben. Nisem uporaben. je pa ga ni. Sem, ampak ne. Ja. Kot majhen otrok si želel, da boš kuhar. Zdaj mi te gledamo. Mi te gledamo zdaj od sobote dalje pri kuhariji, ker si kuhar na kolesih. Ja,
Mislim, še vedno si želim biti, očitno ni to moj glavni talent. Ena prijateljica me je vprašala, zdaj, a si ti levičar ali si desničar? Zdaj, po igranju kitare sodeč bi rekel desničar. Levičar sem. Levičar? Kitaro igram na desno, zato mi ni noben povedal, da je treba okolo obrniti. Ja, Drugače sem pa čisti levičar. A veš, po čem je ugotovila, da si levičar? Je rekla, koliko reže čebulo ne, levičar je. To res ne zgleda, ne. Mislim, jaz, če gledam kakšen posnetek sebe, ki režem, ali pa levičarja, ki reže, imam skozi feeling, da se bo urezal. Da se bo urezal. Ja, ker smo toliko navajeni desničarji gledati. Jaz se sploh ne obremenjujem s tem, ker imaš levičarje, ki smo naučeni desničarji. Se pravi, pišeš z desno. Oboje delam. Pišem z levo in z desno. Ja, Vemo. oboje ponavadi. Žeblje zabijaš. Žeblje zabijam, mislim, da z levo. Ja. Ja, a imamo kakega, da mu damo v roke? Ne. Ja, zdaj... Sem mislil, da bo nadaljevala ta ja, seznama, veš kaj. Ne. Okay, kaj pa mogoče najrajš skuhaš? Najrajš, v bistvu tako, no, zdaj zadnjih par let nimam prav veliko časa kuhati, ker sem fan kuhanja, da si vzameš čas, greš na tržnico, najdeš te prave stvari in potem se cel dan igračkaš s tem in pol v 10 minutah to požreš. Ponavadi je to tako. Tako da veselje imam do tega kuhanja, ok, zdaj moram pa nekaj skuhati, da pojem, kar pač vsi počnemo. In tudi jaz počnem, to pa nimam toliko velikega veselja. Dobro, pač, ampak delam to. Če morava zbrati paštica, rižek, kaj zelenjavnega raješ? Zadnje cajte, po moje, največ se ukvarjam s pico. Makaronin pica. Sem prebral nekje, piše, če ne skuha, sam ne je. Ne, to ni. Da ima prestroga. Ta je prestroga, ampak je pa rad pa kuham sam zato, da jem tisto, kar sem sam skuhal, da približno vem, kaj not. Tako sem pogruntal, da če jem, kakšen teden se zgodi, da ni časa in pol ješ po uštarijah in tako naprej, da mi je pol še 14 dni vse premauslano, ker očitno solijo več kot jaz. Ja, oziroma uporabljajo še razne ojačevalce in tako naprej in jaz nisem bil fan tega. Razumem. Ko smo že imeli tehtanje A, B, ne, vprašanje zdaj, če nadaljujeva pol, ne, ker si sam izval, avto, motor? Avto nujno zlo, motor veselje. Ne. Se pravi, če bi Svež zrak, veter v laseh. Svež zrak, veter. Z motorjem se peljem vsem kam, z avtom pa vedno od točke A do točke B. To od špila na špila ali pa kamor je pač treba. Kaj pa CD pa vinilka? Vinilka. Vinilka. Vinilka od tebe malo te ne zahteva, da muziko poslušaš. Skratka, gor jo moraš dati, ubrisati, spucati, prahce, pihniti in potem jo moraš čez 15 minut obrniti. Si omenil zadnjič v enem intervjuju, da če boš kaj počel v času 15 minut, se lahko zgodi, da bo treba iti zamenjati plato. Ne? Ni toliko fajn, se ljubiti na vinilko, ker je mogoče premalo časa. Je, ne. In je tako, čakaj sem mečken. A je res, da... Ostan, grem plato obrniti. Okay, ta plata na nek način, a je res, da ste jih izdali tudi zaradi tebe, ker doma nimaš CD-playerja? Je res, nimam. Se pravi, imel sem ga nazadnje v ta starem računalniku in ko sem kupil novega, sem hotel to komponento in je ni več. Ne ugrajujemo več CD-ev. Tako da sem zdaj brez, zdaj lahko muziko poslušam samo še digitalno, kar mi ni preveč všeč in na vinilu, kar mi je zelo všeč. Sem prebral, nisi pristaš brez žične romantike. Ja, mislim, tako se mi zdi, da so vse te mediji, kaseta, vinilka, CD-jka tudi, ne, da si to lahko nekomu podaril, ne, tako fizično napisal gor, tole je pa zate. Posnel na kaseto mixtape za punco. Ja. Zdaj pa kaj? Sem ti poslal playlisto. Ja. Na Shazamu si pogled, tole je moj nabor. Tole je moj nabor. Še imaš Toyota Yaris? Kaj če imam? Toyota Yaris. Ne, poginila je. Je. Žal, pri 27 letih je šla v penzijo
ni šla čez tehničnega, sem jo peljal v mehaniku in rekel, stari moj, tole bo čist predrago, če hočemo. Porihtati, In potem sem jo prodal v Afriko. Prišel je model in je dal, ne vem, za 100 evrov sem jo prodal. Sem rekel, to ne gre čez tehnično. Ja, ne, vem. In kaj boste s tem avtom? Ne splača se. Ko ne, to gre zdaj na vlak in gre v Afriko. Tam nimajo toliko zahtevnih predpisov, ker mašina je delala krasno, malo je bila gnila. Gnilo v smislu olje spušalo, to tazga, ne? Ne, tako videl si že skozi poden. Luknasta očitno. Luknasta. Ja, mečkin je prerjavela. In rekel, v Afriki se bo to vozil še 15-20 let, pa 8 ljudi se bo vozil not, tako da sem jim v resnici kombi prodal. Ja. Se uva. Hamo, čas nas tako tišči, nujno moramo še zaigrati eno. Čas, zdaj pa nimam. Zdaj pomladno smo dal. Pomladno smo dal. Kako smo kaj z jutranjim popivanjem? Jo, Mislim, ne, imamo mi kakšne pripombe, nimamo. Okay. Mi dva si tudi pojeva včasih 3 prste tekile od Kingstona, veš, tako da. Rade volje. Okay. Veš, prijatelj, dolgo nisva pila, dolgo nisva se dobila. Grejo leta, žene so dekleta, čas je, da spet stečeva s planeta. Ker, prijatelj, dolgo nisva pila in bojim se, da bova pozabila. Zdaj pa Rudi. Čau, amico, leta so pasala, ko gre cajt, dolgo nisva zakantala. Grajo leta, žene in makineta, cajt je vred, da se izprazne boka leta. Ker, prijatelj, dolgo nisva pila in bojim se, da bova pozabila, da se flaše spraznejo, da se zgodbe zvečajo, se spomini najdejo, se dekleta smejejo. Veš, prijatelj, dolgo nisva pila. Veš, prijatelj, to so sam pravila, tudi ob 8 zjutraj se lahko na radiu fantasy kitaro špila. Upam, da se bova sem še kdaj vrnila, ker tega radija ne bova nikoli pozabila. Ker, prijatelj, dolgo nisva pila in bojim se, da bova pozabila, da se flaše spraznejo, da se zgodbe zvečajo, se spomini najdejo, se dekleta smejejo. Veš, prijatelj, dolgo nisva pila. Ok, Hamo, hvala, to je bil evo, tudi ta posebno vložek za Radio Fantasy všečen. Ja, ok, sprot sem si ga zmislil. Možgani ti delajo torej tudi zjutraj, smo ugotovili. Da. Tako nekako cel dan, slabše. Bova lahko dobila kakšno trzalico? Absolutno. Hvala lepa. Samo hotel sem vprašati, če jih imate dovolj, ker vem, da zelo radi letijo dol z odra.
To. Ta je Podpisano. Zdaj, ta je zdaj ta nova, ne? Ta je zdaj čisto nova. Nov logotip. Nov logotip. Vsakič Dvojkica. zdaj že jaz težko sledim, ampak Šuši pogled, ko je obrnjena dvojka, ne? Vem, srček. Razumemo Sem jaz srček. delala vse te z logotipi stvari, kar smo imeli za promocijo. Ja, zdaj za konec imamo še komad Ideja Boga, ne? ja, ideje. Ideje Boga, Ideje pardon, Boga. se pričem. Kaj bi rad, da ti povem? Kakšne so ideje Boga? Pa dobro, ti najbolj zanimivo idejo. Najbolj zanimivo idejo Boga, ja ne vem, kako je že Pero Lovšin rekel, 8 dan je Bog ustvaril roka. Torej rock and roll. Tisto vse ostalo prej je pa verjetno ustvaril z nekim z boljšo idejo, kot jo mi zdaj izvršujemo. Ampak Tako, sem da eno nam stvar. preveč zafilozofiramo. Hamo, te lahko zaprosim za roko, prosim. Obrni mi jo. Zakaj? Ker ima Hamo namreč en ekstra prsten. Čakaj, deva pokazati v kamero, da ne bo rekli, da sem kamera. res zaročila, veš. Zaročila To. me je. Ker imamo pa mi tudi na uri logotip Rolling Spominja na Stonesov. Blejsko jezero od zgoraj. Tako. Ste kdaj gledali Ja, fotko? ja. Tako da pri nas je vse povezano. Vse je povezano. Ja, Rolling Stones, sem kar fan. Ja. To je to. Stone- Kak njihov komad? Od Stonesov, Da znaš? Ne vem. mojih hčeri je ime Angie, tako da. Po tej pesmi? Tega znam. Tega znam. Tega po moje znam. Mislim, bomo predstavili novice. Pa, ne bom pel Angie. Dajmo ideje Boga, dajmo malo težiti. Je rekel, ok, damo Ideja Boga. Radio Fantasy. Radio Fantasy.